Pozdravljeni, dragi prijatelji. Mapolini mi fihusa fisu, tataishi mi kaona monana, lesai namakayonse, tamonana utendi. Mapolini mi fihusa fisu, tataishi mi kamonana, lesai namakayonse, tamonana utendi. Ciao ama, alelu, ciao ama. Ciao ama, alelu, ciao ama. Ciao ama, alelu, ciao ama. Tamonana utendi. Mapolini mi fihusa fisu. Tataishi mi kamonana. Lesai namakayonse. Tamonana utendi. Ciao ama, alelu, ciao ama, alleluia, ciao ama, allelu, ciao ama, ciao ama, allelu, ciao ama, tamonana utendi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O Bog, Tvoj Sin Jezus Kristus nam je naročil: pojdite po vsem svetu in vse narode naredite za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Sprejmi danes mojo molitev in trpljenje za uspeh dela naših misionarjev v Aziji. Mene pa milostno blagoslovi. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sveta Terezija, deteta Jezusa, zavetnica misijonov, prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Njive so bile zrele za žitev, kličejo delavcev njih. Duše še jočejo, duše še hočejo Božjega sonca, Božje luči. Bratje, vstanimo in ponesimo Kristusa svetu in Kristusu svet. Bratje, vstanimo in ponesimo Kristusa svetu, Kristusu svet. Mesta pojdite, ljudstva učite, z vodo krščujte jih, pravi Gospod. Duše še blodijo, duše še hodijo, temi in senci, greha in zmot. Bratje, vstanimo in poklenesimo Kristusa svetu in Kristusu svet. Bratje, vstanimo in ponesimo Kristusa svetu in Kristusu svet. Setev je sveta, žetev obeta, zrnjasto trnega Božjih dobrot. Dajmo, zdravimo, se napotimo, tja, kjer nas čaka duša Gospod. Bratje, vstanimo in ponesimo Kristusu svetu in Kristusu svet. Bratje, vstanimo in ponesimo Kristusa svetu in Kristusu svet. Biti misionar ljubezni. Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam pred malimi ekrani. Zopet smo se zbrali v naši domači oddaji Pot poti.
In upam, da bomo zopet preživeli eno lepo urico, eno lepo oddajo. Govorili bomo z gospodom Jožefom Lipoškom, ki je pravzaprav tudi škofovski referent za misijone, nekako ga tudi poznate. Velikokrat je bil tudi naš gost in se mu v tem imenu tudi zahvaljujem v imenu gledalcev. Hvala Jezus in Marija, Bog vas živi v naši oddaji Pot poti. Tako, vekomaj amen in lep misijonski pozdrav in pa v duhu misionarjev Mapoleni. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji. V naši oddaji Pot poti smo se že dotaknili vprašanj v zvezi z misijoni, misionarji, tudi v Sloveniji, o določenih akcijah, kjer te oddaje lahko Pot poti v sklopu najdete tudi na krščanskem strežniku RKC. Ste škofijski referenc za misijonska vprašanja misijone. Kakšna je vaša naloga v cerkvi z tega vidika? Ja, res je. Torej, s 1. februarjem sem začel svoje misijonsko poslanstvo nadškofijskega referenta za misijone. Gospod nadškof Kramberger mi je zaupal to poslanstvo in sicer pred mano je bil misionar gospod magister Tone Pačnik, ki je kar 12 let vodil to misijonsko poslanstvo. In potem je sedaj prišla sprememba in gospod nadškof je mene prosil, če bi sprejel, in sem rekel z veseljem. Torej, in s 1. februarjem začenjam novo pot v mojem duhovniškem poslanstvu. To je pot koordinatorja raznih misijonskih projektov, predvsem pa voditelja Mariborske misijonske pisarne in pa misijonske molitvene zveze, ki obstaja že od leta 1999 in šteje že preko 1400 članov, pomislite. Lepo, lepo. Ali menite, da so ljudje v Sloveniji dovolj osveščeni o določenih akcijah, ki potekajo pri nas za naše misijone po svetu? Danes mediji prevladujejo, gotovo je čas medijev, čas torej evangelizacije in zato imajo ljudje danes ogromno priložnosti, da se informirajo o različnih misijonskih projektih, da gredo na spletno stran www.misio.si, kjer je vse napisano črno na belem, torej vse o misijonskih projektih, o misionarjih doma in po svetu, o raznih akcijah, potem o botrstvu, o trikraljevski akciji, o Mivi, Krištofovi nedelji. Tam je tudi molitveni namen za mesec april, recimo. Potem je vse o misionarjih, od Angole, Albanije, Madagaskarja in drugih. Skratka, vse o tem, kako misijonski projekti tudi potekajo, kolikšna so tudi sredstva, vse je na tej spletni strani napisano, tako da imajo danes ljudje, če se pozanimajo, če imajo v sebi željo in grebenenje pomagati misijonom, da imajo dovolj priložnosti, da se seznanijo preko spletne strani ali pa tudi preko naše misijonske pisarne Mariboru, ki je odprta vsak dan od ponedeljka do četrtka, od 9. do 12. ure, to je na Slovenski ulici 21. In zelo vesel, če bodo ljudje potrkali na vrata pisarne in darovali kakšen misijonski dar za projekte. Ali nam lahko predstavite misijonske akcije, ki potekajo trenutno v Sloveniji? Ja, gotovo ljudje poznajo te misijonske akcije. Recimo, to so botrstvo, ena takšna akcija, kjer dejansko lahko človek daruje za enega otroka ali za skupino otrok. V Afriki, v Madagaskarju, v Angoli. Skratka, na spletni strani je vse to predstavljeno. Gre za to, da se nekdo odloči, da bo ali mesečno, ali letno, ali morda dvakrat letno daroval za določenega otroka. Vsak dobi fotografijo tega otroka, tako da vidite, da gre to za resno akcijo in potem daruje lahko nekdo recimo ali 15 evrov na mesec, ali 20, ali 22, odvisno za kakšno področje gre. Vemo, da recimo v določenem področju
je recimo 60% nepismenih otrok. Tako da to je izredno pereče področje. Otroci, ki bi res bili lahko deležni tega osnovnega izobraževanja, pa žal niso. In tako da se večkrat ti otroci z teh področji morajo preživljati z fizičnim delom, potem morajo se večkrat znajti na ulici, potem ne morejo se izobraziti za osnovni poklic, ne morejo se ustvariti družine. Tako da, hvala Bogu, botrstvo lepo že živi, lahko bi bilo seveda še več teh dobrih src, ki bi znali odpreti in tako darovati recimo in postati boter nekomu otroku. Potem pa tudi letno pride poročilo z tega področja, tako da lahko tudi vsak, ki daruje, ki je boter, lahko tudi spremlja življenje tega otroka, kako se izobražuje, kako hodi v šolo, kako mu je omogočena osnovna obleka, hrana, potem šolske potrebščine, ki so zelo, zelo drage, res drage. No in zato je to res lepo predstavljeno, to botrstvo. In sam si bom še osebno prizadeval, saj bomo v mesecu maju imeli srečanje z misionarjem Pavlom Rozmanom, ki prihaja zdaj v Slovenijo in bomo se z njim srečali, ker je on posebej doma v tem projektu. Potem naprej naslednja akcija je Miva. To poteka že od leta 1987 in sicer pri nas v Sloveniji na pobudo voditelja misijonskega središča Staneta Kerina, ki je zelo začel s to akcijo. Alojzij Šuštar, ljubljanski nadškof, pa je to posebej tudi potrdil. In ta zadeva, pogledajte, teče vsako leto, da se zbira sredstva za misijonska vozila. Drugače pa ta akcija se je začela že leta 1927 v Kölnu in tam sicer je leteči pater, smo rekli, Pavel Schulte, je imel svojega prijatelja patra Ota, ki je bil misionar v Namibiji in je zbolel. In ker ni bilo ustreznega prevoznega sredstva, s katerimi danes misionarji razpolagajo, so ga en teden peljali na lojternem vozu do bolnišnice in potem še nosili na nosilih. Ampak ker je bila pot predolga, enostavno je umrl. In zaradi tega se je potem začelo vse to, ta proces Mive po vsem svetu, da je treba misionarjem omogočiti misijonska vozila, da bi te dolge razdalje, 400, 500 km in več lahko v krajšem času prevozili. Potem recimo ena je Krištofova nedelja, kjer prav tako vsak srečno prevožen kilometer slavi Boga in darujem 1 cent za en srečno prevožen kilometer. No in tukaj dobijo vozniki, šoferji tudi nalepko, čast svetemu Krištofu, ki jo nalepijo, in pa molitev. In pa je vsako leto na Krištofovo nedeljo v mesecu juliju tudi blagoslov vozil. In se reče, moj dar slavi Boga za prevožene poti. In pa tisto, kar mi imamo, radi drugim damo in česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo. To je naše misijonsko geslo in poslanstvo. No, potem je še tudi misijonska molitvena zveza, kot sem rekel prej, šteje že več kot 1400 članov in smo imeli zdaj 25. marca na Gorci svetomašo za rajne člane misijonske molitvene zveze in je bilo kar lepo število ljudi. Potem pa je imela predavanje v PowerPoint, te računalniške animacije, tudi sestra Ivanka Tadina, ki je predstavila pomen misionarjev, kako biti danes misionar in pa kakšno je misijonsko poslanstvo. Potem imamo še tudi razne akcije, zbiranja, recimo riž, skodelica riža, riž, da recimo vsak daruje, da bi otrok danes imel skodelico riža vsak dan na svojih rokah. Ker vemo, da večkrat so otroci ti zelo, zelo lačni. In še vedno vsako minuto umre kakšen otrok na svetu. Tako da vidite, da so potrebe zelo, zelo velike. In še druge akcije. Biti misionarji obvezni, to je takšna lepa beseda.
ki bi pravzaprav lahko tudi naše gledalce povabili, da so nekaj misionarji v svojem okolju, kjer delajo, ki lahko prinašajo tisto molitev Jezusa med ljudi na delovna mesta. Ja, gotovo. Cerkev je po svoji naravi misijonska. To je zapisano že v odloku o ekumenizmu, o tej in pa tudi o misijonski dejavnosti. Tako da, zato je tudi človekova narava gotovo misijonska. Bog nas je ustvaril, kar pravi potem tudi pesem, ki jo bomo kasneje slišali, misionar, ti si Božji poslanec. Torej je biti misionar nekaj svetega. In naša poklicanost je že, da smo misionarji drug drugemu. To se mi zdi, če mi tisto, kar mi imamo, da radi drugim damo, kot sem rekel. In česar se mi veselimo, da radi z drugimi delimo. Ker če jaz nekaj imam v sebi, potem ne moram zadržati v sebi. Če je to nasmeh, potem je to dobrota, ljubezen, odpuščanje, potem se to širi kot cvet. Se širi na vse strani. In zato je biti misionar ljubezni, biti v službi človeka. Čisto preprostega človeka, kajti naše osnovno misijonsko poslanstvo je, karkoli ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših, ste meni storili. To je rekel Jezus. In zato se naše misijonsko poslanstvo vedno ravna po tem evangeliju, ki ga tudi beremo na nedeljo Kristusa kralja, kjer pravi: lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil. Skratka, in potem pravi onim, ki pa niso to naredili: lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, in tako naprej. Skratka, pri misijonskem poslanstvu gre za to, za pomoč. Pomagati tistemu, ki ima manj od mene, ki dejansko živi v težjih razmerah. In zato je misijonsko polje tudi doma. Ni treba dejansko vsakemu iti nekam daleč, ampak že doma, domači župniji, je veliko misijonskega poslanstva. In zato se lahko z teh raznih misijonskih polj, od Afrike, Madagaskarja, Angole, Ruande, Burundija, učimo od teh ljudi. Recimo tam samo ponudiš nekaj malega, ali je skodelica riža, ali je topla beseda, in on žari. Njegove oči žarijo. Ni treba veliko besed, ni treba velikih dejanj, kot je rekla velika misionarka današnjega časa, blažena mati Terezija, je rekla: ni treba delati velikih stvari, ampak male z veliko ljubezni. Tako da je osnovni moto našega misijonskega poslanstva ljubezen. Delati vse v Božji ljubezni. In ljubezen čim več deliti in jo množiti, da tisto, kar jaz nosim v sebi, rad delim s tudi drugim. Da bi tudi drugemu šlo lepo, da bi bil srečen otrok, da ne bi bil lačen, ampak da bi imel v sebi to ljubezen, Božjo ljubezen. Ste se zelo lepo povedali. Sedaj bom pa naše gledalce povabili, da nam bo gospod Jožef Jezus Odahovnik tudi tole pesem zapel. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, duša vsa lepa prišla iz njegovih je rok. Adam je roko iztegnil po sadu nesrečnem, grešen zdaj človek tava po zemlji okrog. Misionar, Božji poslanec in ljudstvu, Gospodar, zemlje nebesne poslal je med nas. Ti vsegdar dvigaj visoko križ znak odrešenja in nikdar naj med nami ne vtihne tvoj glas. Dobri pastir se je sklonil nad ovco zgubljeno, Jezus na zemlji je prvi bil misionar. Vidno še nove pošilja ljudi misionarje, vse naj človeštvo občuti srca njegovega žal. Misionar,
Božji poslanec in ljudstvu, Gospodar, zemlje nebeste poslal je med nas, ti vseh dar, dvigaj visoko krizna podrašenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. Ti si me, Jezus, postavil za misionarja, naj ti bo 1000 za to izrečenih zahval. Pa če se 100-krat rodil bi se jaz spet na zemlji, vedno bi zopet misionarski poklici izbral. Misionar, Božji poslanec in ljudstvu, Gospodar, zemlje nebeste poslal je med nas, ti vseh dar, dvigaj visoko krizna podrašenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. Misionar, Božji poslanec in ljudstvu, Gospodar, zemlje nebeste poslal je med nas, ti vseh dar, dvigaj visoko krizna podrašenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. Misionar, Božji poslanec in ljudstvu. Še vedno smo vdaji pot poti, kjer govorimo o misijoni, misijonskem delovanju. Otroci za otroke, to je ena, kako bi pravzaprav dejal, ena velika brošura, gesta, otroci za otroce in mislim, da je prav, da kar vam predam besedo. Ja, to je res adventni koledar, ki ga vsako leto izda Misijonsko središče Slovenije in sicer gre za zgodbice v tem adventnem času priprave na Božič, praznik Kristusovega rojstva. Torej gre za lepo pripravo 4 tednov in v teh 4 tednih je vsak dan zgodba za otroke, ki jo berejo in tudi kakšna naloga. In potem v sredini te brošure je tudi pismo, ki ga otroci sestavijo, to je takšno pismo in potem napišejo tukaj, kdo pošilja in potem ponavadi prinesejo to za Božič pred jaslice, v takšno košaro in to pošljemo potem otrokom v Afriko, Madagaskar ali kamorkoli je potrebno. Vemo, da je to lepa gesta, da tudi najmlajši čutijo, da so tudi njihovi vrstniki kdaj lačni po svetu. In zato je ta lepa akcija, ki se po vseh župnijah tudi uresničuje in imajo otroci in tudi odrasli zelo radi te zgodbice, ki so res življenjske, pisane iz misijonskih poljan in pa tudi zelo pisane otrokom na srce. Mogoče bomo tudi kakšno zgodbo še v tej oddaji lahko slišali. Potem druga akcija pa je trikraljevska koledniška akcija, ki pa poteka od leta 1994 v Sloveniji. Gre za to, da otroci hodijo od hiše do hiše, to je pa ravno v času od Božiča do svetih 3 kraljev. In hodijo od hiše do hiše, zapojejo trikraljevsko kolednico, zvezda gre naprej, to je lepo, zvezda gre naprej, potem 3 kralji, lepo Gašper, Miha, Boldežar, včasih je tudi zraven kakšna harmonika, tako da je veselje in voščijo lepo, prinesli smo vam blagoslov, naj vam živina bo zdrava, naj bo zdravje v živini in družini, Bog vam daje veliko zdravja, sreče, blagoslova, da bi bil Božji blagoslov pri hiši in potem namenijo pri hiši tudi dar za misijone. To je ta lepa akcija. Potem imamo še akcijo zbiranja za pomoč bogoslovcem na Salamonovih otokih. Salamonovi otoki so eni najrevnejši v tem misijonskem področju in tam je tudi občasno misionar
profesor Drago Cvirk, ki tudi je zdaj doma in se s pismi javlja, verjetno je to znano, gledalkam in gledalcem, da pismi sporoča, kako je tam. In ta pisma so bila prebrana na radiju Ognjišče. In to so te torej res lepe in plemenite akcije, ki imajo svoj velik namen. Kaj menite o duhovni podpori misionarjev in o molitvi zanje? Prej ste omenili molitveno skupino. Morda kakšna beseda več o njej? Molitvena zveza ima svoje poslanstvo v molitvi, v darovanju trpljenja. Namreč vemo, da vse te projekte je treba izmoliti, jih zalivati za molitvijo, kajti to je Božja rosa iz nebes, ki pada na te projekte. Ne? In hvala Bogu, da je ta molitvena zveza že od leta 1999 in ima poslanstvo, da za vsak dan zmoli 1/10. 1/10 za določeno celino in misionarje. V ponedeljek za Afriko, v torek za Ameriko, v sredo za Evropo, četrtek za Avstralijo in Oceanijo in petek za Azijo. 5 celin. In tudi v tej zvezi je tudi misijonska vas, ki jo vsake 2 leti organiziramo v Ljubljani na Rakoniku in to je zanimivo predstavljena v 5 barvah, 5 celinah. Predstavljene so običaji, kulture, poslanstvo misionarjev in tudi lahko kdo kaj vzame, kakšen izdelek iz tega področja, ki ga otroci ali odrasli naredijo. Tako da je ta misijonska vas izredno lepa in doživeta. Pa šole prihajajo, otroci iz šol in to obiskujejo. Tako da skratka, molitvena zveza ima ta namen, da res člani molimo, darujemo svete maše in pa da res zalivamo z molitvijo vse te misijonske projekte in pa se tudi letno zberemo na srečanju in pa tudi se srečamo z misionarji. Misionarji pridejo takrat in to je moja naloga, da naša misijonska pisarna Mariboru organizira to srečanje in se potem z misionarji srečamo, gremo eno župnijo, se tam srečamo med seboj, seveda poskrbimo tudi, da smo lačni, se kaj okrepčamo, se potem pogovarjamo med seboj, si delimo te misijonske izkušnje in se potem naslednji dan še srečamo s predstavniki cerkve, z nadškofom in pa z predstavnikom države. Ponovadi to ali predsednik vlade ali predsednik države. Tako je to lepo poslanstvo nas, misijonske molitvene zveze in pa tudi misionarjev. Vse to je povezano v eno lepo celoto, da res se vidi, da cerkev živi tukaj na misijonskem poslanstvu. Verjetno je tudi razlika med kulturo, če vzamemo Afriko ali Indijo ali bilo kateri drugi kontinent, da pride misionar med te ljudi za svojo kulturo, svojimi običaji, je to le ena velika razlika in verjetno so ljudje v Evropi lačni duhovne hrane, v Afriki pa v ostalih celinah pa zbolijo za bolezni, katere današnja medicina lahko pozdravijo, ampak nimajo pa v večjih teh državah verjetno tudi ne tiste osnovne hrane, kot so kruh, riž. Ja, res je. In zato se tudi zbirajo sredstva. Recimo ena akcija, kot sem že prej omenil, je drobiž za riž. Torej, da daruješ drobiž za riž. Ena skodelica riža. In če recimo enemu otroku omogoči za svojim darom, da dobi dnevno skodelico riža, je to za njega bogatstvo. Recimo, evropski človek repeni po hiši, po avtomobilu, po teh stvarih, ne, da bo v tem našo srečo, ampak v tem sreče ni. Ta otrok pa, ki se mu svetijo oči, ko zagleda skodelico riža, mi pa lahko ravno s tem svojim pogledom podeli največ. Da je hvaležen, da je Bog tako tudi mene obogatil, ker sem mu nekaj daroval. In je ta otrok neizmerno srečen. Zato se lahko v tem misijonskih deželah ravno učimo iz teh preprostih gest, iz teh preprostih dejanj, ki neizmerno bogatijo srce. In tudi mi, evropski ljudje,
lahko tudi vedno znova vidimo, kako smo dejansko izgubljeni v tem svetu. Da sicer živimo v tem svetu, ampak ne znamo živeti. In dejansko bolj životarimo. Da je vse to, kar delamo, kar mislimo, da delamo in da govorimo in da ustvarjamo, je samo nek navidezni svet, ki ga ustvarjamo. Misijonski svet pa je realen svet. In tukaj se prinaša ljubezen, tukaj se prinaša dobrota, konkretno v materialni in duhovni sferi. Tako da s tem misionarji ustvarjajo ne samo, da nekomu dajo nekaj za jest, ampak tudi prinašajo Jezusa. To je osnovni namen. In pa tudi gradijo šole, bolnišnice. In ali so to redovniki, redovnice, duhovniki ali pa laiški misionarji. Zato imamo tudi v misijonskem središču Slovenije skupino Svet, ki ravno pripravlja te kandidate za misijonsko poslanstvo. In ta priprava traja 2 leti. In potem ponavadi misionar dobi od škofa misijonski križ, to je lepo evharistično slavje, in potem gre na določeno področje za 3 leta. Tako nekako je priporočeno, da v 3 letih spozna tam življenje, prej pa se seveda pripravlja tudi na kulturo, na običaje, na jezik, katerega stopa to področje, in potem tudi se vključi tam v dogajanje. To pa je ponavadi tudi kateheza, torej verouka, potem srečanje z razne skupine, delavnice. Skratka, veliko je teh raznih misijonskih zadev, ki se vršijo. Verjetno se zdaj se našim gledalcem pojavilo vprašanje, kdo je pravzaprav lahko misionar? Misionar je lahko vsak človek. In sicer misionarja sva lahko sva vedno v tem, da oba živima evangelij. Že to je misijonsko poslanstvo, da se oba zavedamo evangelija, da oba živima Jezusov evangelij in s tem že širima to misijonsko ljubezen na vse stranine. Zato je lahko misionar vsak človek, ki čuti, da lahko nekaj da. Seveda mora prej imeti, ne moreš nekaj dati, če nimaš nekaj. In če imaš ljubezen, če imaš odprto srce, če znaš se skloniti k otroku, če znaš nagovoriti odraslega človeka, če mu daš Jezusa in preprosto s tem si že misionar. In si lahko misionar doma, v svoji družini, misionar v župniji ali pa misionar nekje pod afriškim vročim soncem ali pa v mrzli Sibiriji ali Rusiji. Tako da je to misijonsko poslanstvo res razvejano in še bi potrebovali bi še novih misijonskih poklicev. Zato je tudi molitveni namen v tem mesecu, aprilu, je lep namen, da bi misionari z širjenjem evangelija in s pričevanjem znali prinašati Jezusa tem, ki ga še ne poznajo. Torej, tu smo pa že pri drugem vidiku, pomeni, da misionar je tisti, ki prinaša Jezusa tistemu, ki ga še ni srečal. In zato tisti človek spozna potem Jezusa iz mojega življenja in pričevanja. Torej, gre za lasten zgled. In zato so gotovo ti otroci in odrasli v teh misijonskih deželah kar željni te Jezusove ljubezni, da jim nekdo govori o Jezusu in da jim nekdo prinese ta žar Božje ljubezni. Namen te oddaje je pravzaprav osveščanje, kaj pravzaprav so misijoni misionarji, ali je v Sloveniji dovolj ljudi, ki se odzovejo na misijonski poklic? Hvala Bogu, lahko rečem, je veliko teh raznih ljudi, posebej tudi mladih zanimivo, ki želijo spoznati, morda že imajo poklic, morda še nimajo poklica, pa se sredi šolanja odločijo, mogoče prekinejo šolanje. Tudi takšni primeri so, da prekine šolanje in za nekaj časa odide na misijonsko polje, da spozna tudi to področje delovanja in to področje misionarjenja. Tako da smo veseli vsakega,
ki se odloči. Zato je torej pripravljena skupina Sled v Ljubljani, misijonskem središču Slovenije, kjer dejansko se ti kandidati usposabljajo. Mislim, da je od junija do septembra to usposabljanje in potem se ti misionarji pripravljajo na to svoje poslanstvo, ki ga bojo potem z ljubeznijo prinašali ljudem. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Živeti evangelij, živeti Jezusovo ljubezen in jo potem prinašati na vse konce sveta. Kajti ljubezen nima meje. Ona samo išče odprto srce. Da dejansko ljubezen vedno znova najde odprto srce pri človeku. Tako je Jezus delal. In to je tudi poslanstvo nas misionarjev. Da živimo evangelij in da ga potem prinašamo ljudem. Ker ljudje so danes res lačni Jezusove ljubezni, ne samo kruha. In tega se je zavedala mati Terezija, ki je vedno znova prinašala to ljubezen in potem tudi dvigala te bolne, onemogle ljudi in jim prinašala to ljubezen v konkretni zadevi, da jim dala hrane, da jim je dala prenočišče in pa, da so potem našli ti ljudje v tej ženi res eno sprejetost. In so znali potem to hvaležnost tudi živeti. Tako da vidite, čisto preprosto dejanje je potrebno. In potem se človeku odpre srce. Tako da se spomnim iz enega pričevanja, kako je samo lučko prižgala temu bolnemu človeku, mati Terezija, ne? In je ta bolni človek rekel, ja, te luči mi ni že 10 let nobeden prižgal. Pa ni mislil samo na fizično luč, ampak na tisto notranje luč vere, ki mu jo je mati Terezija s svojim dejanjem prižgala, da je se čutil sprejetega in nagovorjenega. Morda bi še našim gledalcem ponovili tisto zgodbo, ko je takrat hodila med tistimi minskimi polji. Ja, to je zelo zanimivo, ne? In ni se strašila, ne? Ni se bala. Vsi so bili skrbeti, kaj bo. Ampak njeno poslanstvo je bilo to. Ne boj se, nikjer. Jezus te bo varoval, dejansko. Angeli so z menoj. Treba iti naprej in se nikoli ne ustaviti. Kajti ljubezen nima meje, ampak gre naprej, gre preko čeri. Jezus je tudi bil na čolnu, kjer je bilo razburkano morje. Torej, v vseh situacijah življenja lahko prinašamo to konkretno ljubezen Jezusa. Ni nikjer nobenega prostora, nobenega časa, kjer ne bi lahko vsak izmed nas lahko našel svoj prostor misijonskega poslanstva. Zato je treba samo iznajdljivost, potem pogum in pa tudi želja in hrepenenje. In vidim, da nam večkrat manjka tega poguma, da bi znali stopiti na pot in se večkrat bojimo, ja kaj bodo pa ljudje rekli? Ja kaj bodo pa zdaj rekli, če bom jaz nekaj naredil? Tako da vidite, se večkrat samo ustrašimo. In mati Terezija je šla pa brez denarja, ni imela nič in je rekla, Božja previdnost bo za to poskrbela. In poglejte, kaj je njeno poslanstvo danes? Kje dejansko se njeno poslanstvo širi? Tako da ni želela nič kot samo moliti pred Jezusom in pa pomagati. Torej molitev in konkretna pomoč. Jaz bi pa naše gledalce povabil, da mi pišejo, kaj pravzaprav beseda pomeni ljubezen je svat zelo za vsak letni čas in vsakomor dosegljiv in ga lahko v vsakem letnem času ponudijo. Prosim, če mi napišete, kako pravzaprav vi vidite to ljubezen, ki jo pravzaprav delite med svoje bližje, najdražje sodelavce. Kdo je pa pravzaprav zavetnik oziroma zavetnica misionarjev? Malo smo se že dotaknila blažene matere Terezije, ki je velika žena ljubezni, čeprav je bila zelo mala, po telesni plati, ampak velika, veliko srce. Zavetnica misijona je pa sveta Terezija, deteta Jezusa. To je pa znana redovnica
Karmeličanka iz Lisieux. Vemo, da je ona si je zelo želela vstopiti v samostan, pa dejansko ji predstojniki niso takoj ugodili, in ker pa je bila neizmerna želja hrepenenja, pa se je potem zgodilo. In je zelo mlada vstopila v samostan, pa tudi zelo mlada umrla. Ampak vse njeno poslanstvo, če beremo povest duše, če beremo njene avtobiografske spise, vsa njena želja in hrepenenje je bilo samo v besedicah, dveh besedicah, ljubim te. To je bilo vse. In vse, kar je doživljala, tudi trpljenje, bolezen, preizkušnje, nesprejetost, vse to je darovala Gospodu. In zato ima molitvena skupina ravno središče v njenem srcu. Kakor je ona rekla, v srcu cerkve želim biti ljubezen. In zato vse, kar mi delamo z ljubezni. In tudi zalivamo z molitvijo. Tako da je ta molitev kot križ, ki je zasajen v misijonsko polje. In zato ima to zelo pomenljivo gesto, da dejansko to naše darovanje življenja in molitev ima potem izreden pomen ravno v tem vsakdanjem poslanstvu. Tako da prosimo Jezusa, prosimo Marijo in Sveto Terezijo, ki je tudi sama rekla, da bo iz nebes potem delila rože na zemljo. To je njeno poslanstvo, da bo tudi pomagala. In zato sem tudi v naši misijonski pisarni dal na steno to ravno zavetnico misijono, da bi ona bedela nad misionarji in misionarkami in da bi ona res pomagala nam uresničiti, da bi bili čim bolj Jezusovi, čim bolj Marijini, čim bolj res misionarji ljubezni. Jaz bi naše gledalce povabil na Vatikanski krščanski strežnik EKC, ki so sestre Karmeličanke v Mirni priči pripravili enourno oddajo v tej svetnici in če si jo boste pogledali, vam ne bo žal. In pa še eno vprašanje naše gledalke, ki sprašuje, kako naj kristijan živi, da se pravilno pripravi zbrano na sveto mašo in če je prav, da po koncu svete maše zapusti cerkev, oziroma kako naj poteka tisto, da človek pride, kristijan, oziroma človek pride k sveti maši, da se pravilno zbere, naj moli doma, v cerkvi in... Torej, zelo pomembno je, da človek se pripravi na sveto mašo. Priprava je zelo pomembna, ker brez priprave ni nobenega slavja. Poglejte, koliko mi energije vložimo v pripravo. Za določen projekt se leta prej priprava vrši. Recimo na sveti zakon imamo daljno pripravo, potem bližnjo pripravo, neposredno pripravo. Torej za takšno veliko stvar, ki je zelo sveta pred Bogom, kot je sveti zakon, kot je priprava svete maše, bi bilo potrebno veliko časa posvetiti dobri pripravi. In dobre priprave pa ni brez človeka, njegovega sodelovanja, zavzetosti. Zato je rekel sveti Janez Ut, ta veliki častilec srca Jezusovega Marijinega, je rekel, vsak človek bi naj imel 3 večnosti. Eno, da bi se pred mašo pripravil, eno večnost, da bi mašo doživel in pa eno večnost, da bi po maši se zahvaljeval. Tako da vidite, je ta priprava in življenje v tej pripravi pomembno, ker iz tega potem izhaja doživetje svete maše. Po maši pa bi tudi vsak kristijan naj ostal še v klopi na kolenih pred Jezusom, da bi se zahvaljeval. Ker ena sveta maša je tako velik dogodek, da je sveti Janez Vianney rekel, da bi tudi, če bi samo eno mašo daroval in če bi potem umrl, bi bilo to največji zaklad, ki bi ga doživel na zemlji. Samo eno sveto mašo. Velikokrat ljudi pridemo k sveti maši, pa malo zamudimo in tako naprej, ampak verjetno je potrebna molitev in doma in pred sveto mašo rožnega venca v cerkvi in verjetno tudi, ko po sveti maši, ko ste lepo omenili, pa verjetno tudi
zahvala, da smo sploh bili vredni svete maše. Ja, sveta maša se začenja že doma, tako mislim, ker že jutranja molitev, že to, kar začnem z mislijo, z besedo dan, je priprava na sveto mašo, oziroma je to na nek način že sveta maša v domačem okolju. Potem pa obed, prav tako, nadaljevanje, torej jaz dejansko se pripravljam, zaužijem nekaj, ne? Tako kot bom Jezusa zaužil v sveti hostiji, ne? In potem tudi priprava pred sveto mašo je rožni venec, je križev pot. Je osebna pobožnost, češčenje Jezusa, molitvena ura, je to molitvena skupina. Skratka, priprava, ne? Bližnja priprava je molitev rožnega venca. Potem je zelo priporočeno, da se molitev rožnega venca pred sveto mašo zaključi nekaj minutk, ne? Da se človek tudi notranje umiri. Tako da to tudi včasih delamo napako, ne? Da potem recimo mislimo, da moramo res vse zmoliti, kar je. Da moramo vse skozi spraviti. Ne, tudi če je dobro, če je tretja desetka, pa če je v sredini, pač bomo zaključili. Ura je za sveto mašo in tudi prav je, da takrat malo prej zaključimo, ker človek se mora pa notranje umiriti, ne? Potem tudi vse, kar se v sveti maši dogaja, mora biti že izraz mojega življenja pred mašo in pa tudi po maši. Tako da vse tisto prinesem k maši in potem položim na oltar. Potem pa tudi zahvaljevanje po sveti maši. Prav tako je izraz mojega doživetja, ne? Zdaj, če sem jaz pri sveti maši stalno na uro gledal ali pa razmišljal o tem, kaj moram potem, pa kam moram iti, potem je moja maša, osebna maša, osebno doživetje, samo na pol doživeta, kot juha brez soli, nekaj manjka. Zato torej je pomembno, da se zberem in da se notranje umirim in da pazljivo spremljam Božjo besedo in da sodelujem in da tudi z kretnjami, s poklekom, stojo, sedenjem tudi ustvarjam pričakovanje. Zato je to nekako takšen odgovor vam, ki ste vprašali, da je treba potem tudi, ko greš iz cerkve, ne, tudi na nek način to v sebi premlevati, potem tudi v sebi doživeti in pa tudi potem prenesti vsakdanje življenje. Jaz sem hvaležen, da ste našim gledalcem oziroma gledalkam tole odgovorili, podelili svoje izkušnje in verjetno bodo te misli marsikomu prišle prav od mlajših do starejših. Ob tej priložnosti bi vas še prosil, morda kakšno besedo o vašem lepem križevem potu v naravi. To je lepa priložnost, križev pot, pobožnost, ki ima res zelo velik pomen v postnem času. Saj se pripravljamo na Kristusovo vstajenje, na Veliko noč, in naš križev pot ima ravno ta pomen, da se tu zbirajo res ljudje, iz vseh koncev prihajajo, vsak dan kdo prihaja in pobožno molijo tudi rožni venec in premišljujejo Jezusovo trpljenje. Tako da, hvala Bogu, smo to tudi obnovili pred leti, kapelice križevega pota. Nekaj je bilo porušenih, smo jih na novo pozidali, tudi na novo poslikali in tako imamo res lepo doživetje ob teh naših kapelicah v tej pobožnosti križevega potu. Tako da res lahko molimo od začetka, tukaj od cerkve naše župnijske, potem v kapelicah se spenjamo in potem zaključimo v naši podružnični cerkvi Device Marije, kjer je tudi v cerkvi 15. postaja veličanja. Jaz še vam našim gledalcem povedal, da smo na škofiji Maribor, v škofiji Maličnih, zavetnici svetega Petra. Ja, to je naša župnijska cerkev, ki je tudi poznana našim vsem, ki prihajajo dnevno ali tudi kot romarske skupine, tako da je osrednje slave tudi naš župnijski praznik svetega Petra in Pavla.
Kaj mi na koncu daje poti položili našim gledalcem oziroma v zvezi z misijoni? Rad bi, da bi res radi molili najprej, molili za potrebe misionark in misionarjev, potem, da bi res se vključili in pridružili naši molitveni misijonski zvezi. Lahko dobite pri nas v misijonski pisarni zgibanko, kjer se pišejo podatki, ali pa pri domačem župniku v župniji tudi poiščete kakšno informacijo o teh raznih misijonskih projektih in akcijah. Tako da vam zelo vesel, če se boste pridružili naši molitveni misijonski zvezi, ali pa tudi postali boter kakšnemu otroku v teh deželah, ali pa tudi radi darovali ob Krištovoji nedelji za srečno prevožen kilometer, ali ob akciji Miva darovali za misijonska vozila, ali pa navdušili tudi najmlajše ob tem vsakoletnem adventnem koledarju akciji Otroci za otroke, ko tudi najmlajši za svojo solidarnostjo in z darom zbirajo za svoje sovrstnike po svetu. Ali pa tudi se vključili v trikraljevsko koledniško akcijo, kjer je prav tako za zbiranje sredstev za misijone. Moram pa še enkrat se zahvaliti vsem vam, ki ste ob sobotni pustni iskrici, ki sta jo organizirala Radio Ognišče in Misijonsko središče Slovenije, zahvaliti za lepo bero vaših darov. Saj smo zbrali nekaj več kot 45.000 evrov za pomoč deželam v Ruandi in Burundiju. Iskren Bog povrni. Gospod župnik Jožef, jaz se vam iz srca zahvaljujem za tale pogovor v svojem imenu, v imenu naše televiznice, za naših cenjenih gledalcev in vam na vaši duhovni poti, kot tudi vašim pomočnikom, želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala tudi vam za povabilo in obilo Božjega blagoslova, blagoslovljeno dogajanje tega svetega časa in še veliko lepih oddaj, poti, pa tudi vam želim res obilo misijonskega poleta, misijonske ljubezni, darovanju in molitvi za naše misionarke, misionarje in za številne misijonske projekte, da bi res bili blagoslovljeni in da bi ta misijonska akcija po vsem svetu bila vedno v službi Boga in človeka. Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam z Štajerske, z tistim lepim slovenskim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. O Marija, bodi zdrava, Aleluja, večna te obseva slava, Aleluja, večna te obseva slava, Aleluja. Sin ti bil na križ pribitje, Aleluja, zdaj pa stal v zmagovitje, Aleluja, zdaj pa stal v zmagovitje, Aleluja. Žalostna si solze lila, Aleluja, zdaj raduj se, mati mila, Aleluja, zdaj raduj se, mati mila, Aleluja. Križev pot si z njim trpela, Aleluja, vstalega si zdaj objela,
chleba dal. Aleluja. Jezus živ bo večno vladal. Aleluja. Jezus živ bo večno vladal. Aleluja. Mati, zdaj ni več trpljenja. Aleluja. Zdaj veseli se vstajenja. Aleluja. Zdaj veseli se vstajenja. Aleluja.